Avtomobilske firme se še predobro zavedajo, da so klasičnemu lastništvu avtomobilov šteta leta. Vsi govorijo o neki trajnostni mobilnosti, car sharingu, poolingu in podobnih čudnih izrazih. In največja od firm, ki hoče imeti prednost pred ostalimi, je Toyota. Japonci itak. Čeprav paste to, glavni na tem področju za Evropo je pa Slovenci. Kinto je naša nova globalna mobilnostna znamka. Odločili smo se razviti novo znamko, poleg Toyote in Lexusa imamo zdaj tretjo znamko Kinto, kjer bomo združili vse naše bodoče mobilnostne storitve, predvsem, ki bojo bazirale na digitalnih storitvah. Bomo nagovorili širšo publiko, ne samo voznike Lexusov in Toyot, in hkrati bomo povabili različne partnerje, da se nam pridružijo. Vsa pričakovanja so, da bo že do leta 2030 več kot 1/3 avtomobilskega posla prišlo iz novih mobilnostnih storitev in manj kot 2/3 iz tradicionalnega posla prodajanja in servisiranja avtov. Kinto bomo predstavili po vseh evropskih trgih, seveda tudi v Sloveniji. Slovenija mi je še posebej pri srcu, ja, Kinto lahko pričakujete v Sloveniji. Torej, povabili so me na tale Kenshiki forum. Kenshiki pomeni vpogled, da vpogledamo v njihovo prihodnost. Čeprav najbolj me trga tamle neki, ampak pridemo do tja zelo kmalu. Če se vrnem nazaj k Kintu. Vsi fani serije Dragon Ball veste, kdo je Goku. Ja, imel je svoj oblaček, na katerem je švigal sem in tja, in tako bo tudi Toyota poskrbela, da boste imeli vi svoj Kinto-un, ko se vam bo zahoteli. No, ne lih oblak, ampak take zadeve. Ali pa Toyota, ali pa Lexus. Ja, nekoč boste lahko naročili, da vas avto pobere in potem odpelje do mesta. No, do takrat boste pa morali še sami prijeti za volan. Mogoče tudi takšnega norga avta, kot je Lexus LF30. Zdaj sem moral prav sezuti, da sem se lahko usedel kle noter, ker je spodaj takšen lep les, da ga ne bi uničil. Tole je seveda koncept. V vsakem kolesu ima elektromotor, skupaj baje kar 400 kW in takšen poseben krmilni sistem steer-by-wire, kar pomeni, da ni mehansko povezan s kolesi in zato je lahko volan takšne bizarne oblike, pa tako blizu šipi. Pravi, da ne bi takšen avto na ceste zapeljal okrog leta 2030. Zato pa je že pripravljen tale UX300e. Prvi čisto električen Lexusov model, ki bo na ceste zapeljal že konec tega leta. Naj bi ohranil vse dobre lastnosti Lexusa, vključno z dobro vožnjo, predvsem pa naj bi bil izredno tih. Baje bo kabina ena najtišjih med vožnjo. Baterija ima kapaciteto 54 kWh, po ciklu WLTP pa naj bi presegel doseg 300 km. Zame je pa zmaga tole, GR Yaris, kjera podkucajga. Tole je že zdaj najbolj pričakovan avto leta pri volanu, pa verjamem, da tudi kje drugje. Jeseni naj bi prišel k nam. Zakaj je tako poseben vas zanima? Recimo zato, ker ima 1,6 litrski trivaljni turbomotor z 261 konji, stalni štirikolesni pogon, zaporo diferencialov spredaj in zadaj, vas nagane. Kaj pa če povem, da ima pospešek do 100 manj kot 5,5 sekunde in da je od navadnega Yarisa nižji za 9 cm in da ima samo ta 3 vrata, pa da je streha iz karbona in vem, to ni za govoriti, ampak za pelat. No, kje so zdaj ključi? Ejga, dej. Kva? Ja, so rekel, da še ne smem, da bom pa kmalu prišel na vrsto. Tudi tale Supra drugače ne bo tako brezvezna. Sicer nima zdaj močnejšega motorja, ampak šibkejši, samo 2-litrski, 258 konjev, je pa avto za 100 kg lažji od močnejšega in baje ima pospešek samo 5,2 sekunde do 100. Tudi ni tako slabo, ne? Najbolj zanimivo pa je, da je v tem trenutku takoj za Supra po pospešku tale avto. Ja, RAV4 plug-in hybrid. 65 km ima doseg in naj bi bil med vsemi hibridi najbolj učinkovit tako pri porabi elektrike kot bencina. Ok, obdelal sem električne in klasične avte. Prava prihodnost, kar se pogona tiče, je pa vodik. Toyota je zato razvila drugo generacijo modela Mirai, ki zdaj izgleda zelo dobro. Doseg so povečali za skoraj tretjino, 650 km naj bi prevozil z dobrimi 5 kg vodika, ki je shranjen v 3 rezervoarjih spodaj v dnu vozila. In pogon je na zadnji kolesi. Tudi izdelali so ga tako, da si ga bo voznik želel imeti in voziti, ne pa da ga bo vozil samo zato, ker je pač nek alternativen pogon. Problem tega avta je samo polnilna infrastruktura, ker ga nikjer ne moreš napolniti. Mislim, da je najbližja polnilnica v naši bližini v Gradcu. Napolnim se pa v 5 minutah. To je to. Marsikdo verjame, da je ravno vodik v prihodnosti in ko bo, če bo zgrajena polnilna infrastruktura, bo tole odlična alternativa. Nič smradu za avtom, samo vodna para. Toyota je pripravljena, jaz pa tudi. Za domov iti, jasno. Še mega rura.